Zavajajoče oglaševanje na področju zobozdravstva je velik, resen problem. Kako ga komentirate? Namreč v odboru za zobozdravstvo smo zaznali problem, ki je dejansko problem današnje družbe. Mogoče smo prav v zobozdravstvu živeli še kar nedolgo nazaj v času, ko je bila informiranost o zobozdravstvenih storitvah nekaj, kar ni bilo običajno. Se pravi, v javnosti nismo zasledili načinov dela, postopkov, kaj vse obstaja, novih tehnoloških napredkov. Do trenutka, ko smo prišli v bistvu v obdobje oglaševanja, tukaj nam je v bistvu tujina tista, ki je prinesla to veliko spremembo in s tem se je spremenilo tudi recimo pogled na zobozdravstvo pacientov in njihova pričakovanja. Dokler je zobozdravstvo nekaj, kako se pojavlja v javnosti, nekaj, kar informira paciente, je to dobro. Ko pa pridemo na področju reklamiranja, smo pa hitro na tankem ledu oziroma na nekem področju zavajajočega oglaševanja. Tako da to je nekaj, kar na Zdravniški zbornici bomo tudi v prihodnje bolj pogosto in bolj frekventno poudarjali. Namreč hitro se znajdejo pacienti lahko v pasteh zavajajočega oglaševanja ali pa korporativnega zobozdravstva, ki pa praviloma prihaja iz tujine. Seveda pri nas oglaševanje tovrstne dejavnosti ni dovoljeno, tako da tu nekako obstaja primerna praznina, ki jo zapolnjujejo strokovnjaki od drugod. Posledice so pa lahko zelo resne. Lahko mogoče to ponazorite s kakšnim konkretnim primerom? Najtežje to konkretizirati, ampak včasih je glavno vprašanje, ki si ga morajo pacienti postaviti, da razlikujejo, ali gre za informiranje, ali gre za reklamo, predvsem v tem, kdo vam to informacijo sporoča, ali je to zobozdravnik ali je to prodajalec. Namreč med njima je ogromna razlika. Zobozdravnik, pa lahko govorimo o zobozdravstveni dejavnosti v obeh primerih, ampak v vsakem primeru mora biti v ospredju zdravje in interes pacienta in ne finančni interes. Tako da to je eno pogostejših oziroma eno vprašanj, ki bi jih svetovali, da si jih ljudje, pacienti vedno postavijo, ko se odločajo o vsebini mogoče neke reklame. Najbolj konkretno lahko opažamo v javnosti, da se reklamirajo storitve, ki so visoko donosne in targetirajo na določeno populacijo ljudi. Gre za zrelo populacijo in starejšo populacijo, namreč pacienti, kjer obstaja veliko število manjkajočih zob. Reklamira se najbolj pogosto implantate, to hitro najdemo v javnosti, in pa protetične storitve. In ravno tukaj je potreben velik premislek in konec koncev tudi čas, ki je potreben za načrtovanje takih storitev. In tukaj nikoli ne svetujemo pacientom, da iščejo hitre rešitve.